Pozdrav iz studia 136, tudi to so vesti na vesti. Včeraj je začela veljati novela zakona, zaradi katere je potrebna uvedba novih potnih listov. Tako bomo po izteku sedanjih dobili nove, ki bodo vsebovali 2 biometrična prstna odtisa, in sicer enega z desnega kazalca, drugega z levega kazalca. V primeru, da imate ta 2 trajno poškodovana, delujejo tudi sredinci, če pa imate tudi te poškodovane, sprejmejo tudi palce. Novi potni list se na videz sicer ne bo bistveno razlikoval od zdajšnjih, enaka pa ostaja tudi njegova cena, torej slabih 38 evrov. Pravljico o slovenskem potnem listu pa sedaj pripoveduje generalni direktor Direktorata za upravne notranje zadeve Dušan Vučko. Glejte, gre za 4. potni list v Republiki Sloveniji. Vsak ima svojo zgodbo, vsak ima svojo zgodovino in vsak ima svoje razloge za izdajo. Leta 1991 mislim, da ni potrebno omenjati, zakaj smo jih izdajali. Potem smo jih nadomestili 2001, po 11. septembru v Ameriki se je pa tudi zgodila ta biometrija in evropska politika na tem področju. Tako da je to 4. potni list. Jaz sem prej kolegicam in kolegi v pisarni rekel, upam obljubiti, da do konca tega mandata ne bomo izdajali novega. Ta gospod Vučko bi pa mogel biti gospod Smeško, a? Kje pa zgubil te 3. ali 2. Je zamenil 2. za 3. Ja, enega je zgubil, po moje je v Dragonja padel, no? Ja. No, torej, to bo že 4. potni list v samostojni Sloveniji. Za njegovo uvedbo pa naj bi porabili davkoplačevalci med 800 tisoč in 900 tisoč evrov. Izdelovalo pa jih bo na mednarodnem javnem razpisu že pred časom izbrano celjsko podjetje Cetis. Pa še malo o njem. Pa mogoče še kaj v zvezi z proizvajalcem. Vedeti morate, da se postopki izdelave obrazcev in personalizacije potnih listov pri izvajalcu delajo v posebnih, strogo varovanih prostorih. In vsi ljudje, ki so zaposleni, so pred samo zaposlitvijo in preden sploh lahko delajo slovenske potne liste, tudi posebej varnostno preverjeni. Enako velja tudi za kakršenkoli vstop strani tretje osebe v te prostore. Izključno z našim posebnim privolenjem, pisnim in vse pod videonadzorom. Stranka mladih Slovenije. A veš, da na svoji spletni strani zbirajo predloge za njihovo novo ime? Radi bi si spremenili ime. Imam predlog. Stranka zelencev. Stranka zelenih Slovenije. Da so mladi in so zeleni. Ja. Sem to malo tako, Sovjetski savez, neki tako mi zveni, no, tako, SMS torej je podprla spletno kampanjo zelenih Zelenih Evrope v širjenju nezadovoljstva nad ponovno izvolitvijo Joseja Manuela Barrosa za predsednika Evropske komisije 14. julija. Med razlogi za to je tudi, da se ta ni odzval na zaskrbljenost glede pomanjkanja nadzora v finančnem sektorju, da ni pravočasno poskrbel za uvedbo zakonodaje, ki bi zaščitila številne investitorje po Evropi in še 23 drugih, ki jim lahko sledite na tej spletni strani. Jan, boš izpisal, ne, naslov? Ker link na vesti ne pripelje do tja. Ja, v bistvu pravzaprav se kar strinjam, no, s tem. Malo nenavadno je, da med 400 milijoni Evropejcev za to mesto obstaja zaenkrat le en kandidat, ne. Na to je opozoril že tale naš komentator Medek. A poznaš ti Medka? Ne vem, kdo je to. Enka veliko piše. Ja, nenavadno pa se mi tudi zdi, da pravzaprav Stranka mladih Slovenije, pa tudi tile zelenci evropski, niso izpostavili nobenega drugega proti kandidata, ne, kar čudežno čakajo, da se bo mogoče 14. julija od nekod pojavil, ne. Navgal. Jaz predlagam unga člana, ki je iz Piratske stranke v Evropskem parlamentu. Kjerga? Piratska stranka ima enega v Evropskem parlamentu. Lej, če Johnny Depp podpiše.
No. Solidarity? No. Renewable energy? No. Economic dynamism? No. Justice and home affairs? No. Reform? No. Dialogue? No. New ideas? No. New solutions? However, the answer is no. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Včeraj so Metelkovo, pa ne med koncertom, ampak čez dan, torej zopet obiskali sosedje, no pravzaprav samo sosede, ki jih najbolj od vsega moti hrup, ki ga v nočnih urah povzročajo obiskovalci njenih klubov in jim tako kratijo spanec. Motijo pa jih tudi mladi, ki posedajo na dvorišču, popivajo in, kot kaže, ne kažejo nobenega interesa za kulturne vsebine centra. A je običajno skvati, da so bifeji noter? Ja. To je običajna praksa. Običajno je ne samo, da so bifeji noter, ampak da se tudi živi. Ampak tukaj se ne živi, tu smo že od začetka zmenjali, da se ne bo živelo, ampak da bo to namenjeno kulturno-umetniški in mladinski produkciji, tako da se ne živi. Ali popivanje alkohola del kulture, subkulture? In Cankarju imaš bifej, no, vprašam. bi volite, da vprašam? Ne, se jaz vam bom odgovorila. Gledajte, te šanki so eni od virov, da mi lahko delamo program, da mi lahko kupimo opremo, da mi lahko prostor prenovimo. Si slišal, kako je dobro rekla Špela? Je, da ima Cankarjev dom tudi bifej. Good point. No, včeraj pa sta nabito polno gala halo navdušili sestri Sierra in Blanka, ki tvorita ekscentrični duo Coco Rosie. Ali Coco Rosie. No, tam je bila tudi naša Špela in posnela tole. Veš, da v življenju nikoli nisem bila tako sladka. No, od Čanka v Gala hali se selimo do unga v Cankarjevem domu. V njegovi mali galeriji se je včeraj z otvoritvijo razstave del Hana Beninka pričel 50. jazz festival. Well, I'm playing music, but there seems to be another person in me who also likes to do a visual thing. Bobnarski samouk, ki pa je likovno izobražanje po otvoritvi razstave nastopil še v klubu Cankarjevega doma. Ne sam, tokrat ga je spremljal pianist Gus Jansen. Kje je Janša, da bi mi lizal noge? To pomaga, veš? Koliko se je pa včeraj za ponedeljek veliko dogajalo, Poletni ponedeljki? Jaz pa doma, pa dolg čas mi je bilo. Pa sama. Brandy v kozarc in kavč in TV. No, na mariborskem festivalu Lent pa je včeraj po 8 letih nastopila Josipa Lisac. Še vreme? Že snimaš? Ja. Nekaj pokazala. A lahko nas umiraš? Dej. V teh dneh, če se boste sprehajali po botaničnem vrtu v Ljubljani, je ena posebna rastlinica, ki je zaradi teh pogostih deževij kar tako odvrgla te svoje. A vidite? Se vidi. Cool. No, ne vem, kaj je to. Nisem še uspela raziskati, ampak drage mamice in kdorkoli, ki se bo blazno radoveden sprehajal po botaničnem vrtu, nikar ne poskušajte enega od teh bobkov, ne? Jaz sem se žrtvovala za novo znanje in znanost v moji družbi in sem probala en tale
Kar pa je sledilo, je bilo to, da mi je paraliziralo usta za 1 uro. In potem, ko mi je paraliziralo, me je začelo zbadati. Tako, kot da bi mi en z iglami prebadal jezik, grlo, notranji del ustnice. Ne vem, kaj je, bomo še zvedeli. Ampak nikar ne tega poskušajte. Tak čas je, da to ni za jest. Sicer pa sva še kaj pozabila. Ne. Denimo, da je to. Jutri pa ne pozabiti. Upam, da bo lepo vreme, ja, fino sonček, pa gremo na letni vrt Gala Hale, na piknik in super glasbo. Do takrat, adijo.